Vročina na 30 stopinj in silovite poletne nevihte. To je vremenski koktajl, ki nam očitno še nekaj dni ne bo prizanesel. Vročinski val še zdaleč ni dosegel vrhunca, vreme pa je svojo moč znova pokazalo sinoči, ko je v Ljubljani močno deževje zalilo več podvozov, na območju Slovenj Gradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Kot pravi naš prognostik Aleš Satler, takšno nestabilno vremensko dogajanje spremlja visoke temperature in ga lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh. S pregretost ozračja je na voljo več energije, zato so ti pojavi bolj intenzivni. Če bi bilo 5 stopinj manj, bi bili nalivi šibkejši, toča bi bila manjša ali je sploh ne bi bilo. Tako da z meteorološkega vidika povsem običajno dogaja, ampak je pa res, da smo nekje 5 do 10 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Današnje jutro in del dneva sta sicer minila v znamenju vročega in suhega vremena. Vročinski val pa vztraja tudi drugod po Evropi. V Italiji je Ministrstvo za zdravje zaradi visokih temperatur za več mest izdalo najvišjo stopnjo opozorila, med drugim za Firence, Bologno in Milano. Najhujša vročina šele prihaja. Kdaj jo lahko pričakujemo? Nuša Dekleva. Ura je 1 popoldne v centru Ljubljane in temperatura že kaže nekaj čez 31 stopinj Celzija. Kljub temu center Ljubljane mrgoli s turisti. We are from Paris and it's 40 degrees. So it's better than here with an ice cream. Ovdje je sve nekako lakše zato što je priroda. I uživali smo u parku. We don't from Barcelona, so we thought that here it will be more fresh. Yes. Prav nasprotno, čeprav je bilo v Ajdovščini in Podnanosu danes 37 stopinj, vrhunec šele prihaja. Podobne temperature bodo zabeležili tudi drugje. Po zadnjih izračunih bo to ob koncu naslednjega tedna, torej tam od četrtka do sobote nekje. Verjetno se bo marsikje po Sloveniji vsaj za kak dan ogrelo do 35 stopinj, na Primorskem še kakšno stopinjo 2 više. Bo pa vreme od četrtka nekoliko bolj stabilno kot te dni. Takole je bilo recimo včeraj po neurju v Ljubljani. V zalitih podvozih je v vodi obtičalo več vozil. Regijski centri so tako v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Nevihte pa po Sloveniji nastajajo tudi danes. Imamo veliko pregretost ozračja, veliko energije in zelo veliko vlage zaradi zračnega toka nad nami. Sicer vetrovni pogoji nekoliko drugačni kot včeraj po višini. Vročina pa pritiska tudi drugod po Evropi. V Franciji je vlada sklicala krizni sestanek, v trgovinah pa je že zmanjkalo ventilatorjev. Prav tako je Nemčija izdala opozorilo za skoraj celotno državo. Ich mag lieber den Winter. Da ist es kälter und ich mag nicht Hitze. Es ist heiß, aber im Sommer soll es auch warm sein. Wenn es regnen würde, würden wir ja auch alle motzen. Zaradi vročinskega vala je opozorilo izdalo tudi italijansko ministrstvo za zdravje in za danes za 8 mest izdalo rdeči alarm. Med njimi so Torino, Firence, Bologna in Milano.